Generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubravka Šekoranja, prav prijazen dober dan. Dober dan, dobrodošli na našem konzulatu. Hvala za sprejem. Sedaj ste vi na tem mestu že kar nekaj mesecev, torej ste že pobliže spoznali tako Porabje kot porabske Slovence, tukaj delujoče organizacije. Kakšni so nekako prvi vtisi sedaj, ko malo bolj poznate to vašo delovno okolico, bova rekli? Ja, generalni konzulat tukaj v Monoštru je v bistvu pristojen za dve obmejni madžarski županiji, to je županija Zala in Železna županija. Na tem področju si prizadevamo krepiti odnose in vsestransko sodelovanje med madžarsko in slovensko stranjo, ampak nekako ključna naloga našega konzulata in poslanstvo našega konzulata je nekako skrb za slovensko narodnost v Porabju in podpora vsem njenim prizadevanjem na vseh področjih za ohranjanje jezika, kulturnega izročila, gospodarskega razvoja na vseh področjih, ki so v njihovem interesu. Verjetno ste imeli kar nekaj srečanj, sestankov, tako s predstavniki teh županij, kot ste izpostavili, pa organizacijami, tudi z šolskimi organizacijami, torej predstavniki šol. Kakšni so nekako težave, ki jih izpostavljajo morda za začetek? Zdaj od mojega prihoda konec avgusta res je, opravila sem številne pogovore, najprej tukaj v Porabju z lokalnimi predstavniki madžarskih oblasti, pa tudi z vsemi predstavniki manjšinskih organizacij, šol, društev, župani slovenskih naselij. Tudi sem bila na sedežu Železne županije v Sombotelu. Tam sem tudi opravila pogovore z univerzitetnim centrom, zlasti s predstavniki katedre za slovenski jezik. In zdaj letos sem se odpravila tudi v županijo Zala, prav včeraj sem bila na obisku v županiji Zala. Zdaj, ti prvi pogovori me res navdajajo z optimizmom. Slovenska skupnost je trdoživa, je dobro organizirana, predvsem je pomembno, da manjšinske organizacije delujejo složno, da se med sabo dopolnjujejo. Težave so vedno, ampak nekako upam, da z skupnimi napori, z skupnim delom, da bomo tudi različne težave, ki se pojavljajo v življenju manjšine, rešili. Zlasti so odprte vprašanja na področju šolstva, kjer primanjkuje učiteljev, in tudi si naš konzulat močno prizadeva, da bi spodbudil mlade pripadnike skupnosti, da se vključijo v aktivnosti slovenske skupnosti in tudi jih spodbuja k učenju slovenskega jezika. Tako da bomo zelo kmalu organizirali en dan na gimnaziji Monošter, to bo 1. februarja, in v tem okviru se bodo predstavila katedra v Sombotelu, ker tudi slovenskih študentov na tej katedri primanjkuje. Ponavadi pa po zaključku študija se oni zaposlijo na tukajšnjih dvojezičnih osnovnih šolah in ostanejo v regiji. Tako da naš cilj je zlasti motivirati mlade, da bi našli perspektivo v regiji in da bi ostali tukaj na rodni grudi. Kako pa je kaj z razvojem gospodarstva tukaj na tem območju? Ja, razvoju gospodarstva se posveča velika pozornost. Kot veste, je Porabje gospodarsko, bi rekla, nekako degradirano področje, saj je bilo dolgo časa izolirano zaradi železne zavese in drugih zgodovinskih okoliščin. In temu se posveča velika pozornost tako z madžarske strani kot zlasti z slovenske strani. Na madžarski strani obstaja en program za razvoj Porabja, slovenska stran pa je oblikovala en program za gospodarski in družbeni razvoj slovenske skupnosti v Porabju.
In sem vesela, da v okviru obeh programov projekti lepo potekajo in se porabe tudi gospodarsko razvija. Zdaj konec leta 2023 ob obeležitvi 25. obletnice konzulata in tudi Slovenskega kulturnega informacijskega centra Lipa je Porabje obiskal državni sekretar na Slovenskem ministrstvu za gospodarstvo, gospod Dejan Židan, in takrat si on ogledal projekte, ki se izvajajo iz sredstev tega slovenskega gospodarskega programa. In moram reči, da so zelo lepi projekti in smo zadovoljni s tem, kako se projekti izvajajo in kako slovenska skupnost sodeluje v teh projektih. Zelo aktivna so društva, tudi združenja, ki nekako v ospredje dajejo pomen porabskih Slovencev, tudi njihove aktivnosti. Kar nekaj kulturnih društev je takih, ki preko svojega delovanja tako ohranja živo, torej slovensko pa porabsko domačo besedo, tudi navade, šege, kulturo. Ja, zato skrbi Zveza Slovencev na Madžarskem. Pod njenim okriljem delujejo številna kulturna društva. To so zlasti pevski zbori, ki so zelo dobri in sodelujejo tudi na različnih prireditvah v Sloveniji, ne samo v Porabju, tudi se udeležujejo različnih mednarodnih tekmovanj pevskih zborov, prav tako folklorna društva, otroci so tudi aktivni. Tako da ja, kulturno življenje v Porabju je zelo pestro. Verjetno z takšnimi in drugačnimi društvi sodelujete tudi sami ob raznih aktivnostih in dogodkih. Seveda, ja. Sodelujem, udeležujem se tudi njihovih prireditev. In zdaj prva taka priložnost bo ob 8. februarju, dnevu slovenske kulture, ko načrtujemo skupaj z Zvezo Slovencev na Madžarskem večjo prireditev, tako da se veselimo temu. Takoj pa po tej prireditvi bodo Monoštor obiskovali tudi kurenti, ki tradicionalno prihajajo v Porabje vsako leto, ampak to je vedno en poseben dogodek tukaj v Monoštru. Prej ste izpostavili, da imata tako Slovenija kot Madžarska na voljo razne projekte, ki dajo manjšinam tukaj poseben poudarek. Kaj pa sodelovanje med obema državama na področju teh projektov? Mora biti tudi kakšnih drugih aktivnosti? Kako vi gledate na to sodelovanje? Je dobro, se dopolnjuje, se med sabo dogovorijo, pogovorijo, kaj je koristno? Sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko kot dvema sosednjima državama je zelo razvito, zelo dobro. Dialog, politični dialog in tudi sodelovanje na različnih področjih poteka in se razvija. Naprimer, prav danes je na obisku v Sloveniji skupina prijateljstva s Slovenijo v madžarskem parlamentu, ki se je ustavila tudi v Porabju, dan pred obiskom v Ljubljani, in vrstijo se obiski, redno politični predstavniki, ki potujejo v Budimpešto, se ustavljajo tudi v Porabju, obiščejo slovensko skupnost, tudi v Prekmurju, ki obiščejo madžarsko skupnost v Sloveniji. In obe državi soglašata, da je temu področju potrebno posvetiti posebno pozornost, zlasti da bi se razvila neka gospodarska osnova za nadaljevanje življenja prebivalcev tega območja, saj je znano, da se ljudje, ki živijo tukaj v Porabju, zaposlujejo zlasti v Avstriji, ker so tam boljše plače. Podobno je tudi v Pomurju na slovenski strani, tako da so to neki skupni izzivi, ki s skupnimi močmi ta regija tudi naslavlja. Včeraj sem bila na obisku v županiji Zala in sem se pogovarjala s predstavniki Zalske gospodarske zbornice in so posebej izpostavili odlično sodelovanje s Pomursko gospodarsko zbornico in skupne projekte, zlasti naprimer na področjih, kot so karierni razvoj, vprašanje zaposljivosti, pomanjkanja delovne sile, in sem vesela, da imajo veliko skupnih projektov in programov,
ki naslavljajo ta področja. Torej, je posluh za aktualne probleme in težave na obeh straneh meja. Ja, tako je. Pa glede vaših aktivnosti za letošnje leto, kaj imate v načrtu, kaj vas čaka v letu 2024? V letu 2024 nas čaka zelo, zelo veliko dogodkov, prireditev, obiskov in če vam po pravici povem, ne vem točno, kje bi začela, ker se bodo zvrstili že zdaj. Kmalu, kot rečeno, konzulat je dal pobudo za predstavitev slovenske katedre na Univerzitetnem centru v Sombotelu. To bo zdaj 1. februarja, potem sledi slovenski kulturni praznik. Pričakujemo tudi visoke obiske iz Slovenije. Pomlad bo nekako namenjena gospodarskemu razvoju, izvedbi različnih projektov na tem področju, tudi kulturi. Letos bo organiziran porabski dan, potem bomo praznovali državni praznik kot vsako leto. Poleti se načrtuje spet likovna kolonija tukaj v Monoštru, mednarodna likovna kolonija, katere se udeležujejo likovni umetniki iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške in tudi drugih evropskih držav. Gostili jih bomo tudi na generalnem konzulatu. Jeseni bomo nadaljevali z različnimi aktivnostmi na različnih področjih, od kulture, različnih razstav, do politične ravni. Pričakujemo visoke obiske, tudi obiske na najvišji ravni v Porabju. Tako da letošnje leto bo res pestro. Potem vam pa na tem mestu želimo uspešno delo, uspešno izpolnjene, zastavljene cilje. Ob bližajočih dogodkih pa se seveda znova srečamo. Dubravka Šekoranja, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru. Najlepša hvala za prijazen klepet in sprejem tukaj pri vas. Najlepša hvala tudi vam za obisk.